od včeraj naprej ima Mestna občina Kranj tudi novo občinsko volilno komisijo, kateri predseduje odvetnik Aljoša Drobnič, ter pa imenovali smo 3 nove predstavnike v svet Zavoda gasilsko-reševalne službe. Kar se premoženjskih zadev tiče, je bilo največ debate seveda glede reflektorjev. Tukaj je mestni svet sprejel sklep, da se pristopi k prvi fazi pridobivanja teh reflektorjev in zagotovi s tem 400 000 evrov. Za to investicijo reflektorji naj bi bili sagradili v 2 letih oziroma bi bili končani prihodnje leto, ko nogometni klub Triglav praznuje 100-letnico, obenem pa seveda ni namen reflektorjev samo nogomet, ampak bodo s tem pridobili tudi predvsem atletika. Naslednja premoženjska zadeva, kar je seveda zelo dobrodošlo, je, da smo odprli postopek za gradnjo doma upokojencev, doma za starostnike, in sicer na občinski zemlji na Zlatem polju. Seveda je do tja še kar daleč, dolga pot, vendar pa to nujno potrebujemo, kajti računamo, da bo ministrstvo vsaj prihodnje leto, če ne že konec letošnjega leta, razpisalo koncesijo, in je dobro, da imamo dejansko pripravljene vse dokumentacije, da potem ne traja par let, da pridobimo gradbeno dovoljenje. In pa včeraj smo tudi sprejeli zagotovitev sredstev za prvo fazo zidave vrtca v Bitnjah, ki se bo tudi dokončal v letu 2020. Od ostalih zadev so brez kakršnega koli komentarja mestni svetniki in svetnice sprejeli občinski proračun za leto 2018 in pa povečali smo tudi turistično takso, zdaj znaša 2 evra. Vemo, da je bila Mestna občina Kranj na repu vseh občin, kar se tiče višine te turistične takse, kar smo seveda zdaj popravili in smo nekako v povprečju občin v Sloveniji.